Naša tema je reformacija srca, smo rekli. In to, kar bi danes jaz predstavil, na kratko, koliko mi bo čas dopuščal, je pravzaprav to, da gremo na bistvo, najprej čisto na bistvo reformacijskega sporočila. V tem smo že peli zdajle, o spravi med Bogom in človekom. In začel bom s tem, in tukaj bi lahko rekel, tako kot je Pavel rekel, bratje in sestre, spominjamo se na evangeliju, v katerem stojimo, v katerem živimo, ki je vse, kar imamo. To bo prva stvar. Potem bom pa imel za vse nas skupaj še en izziv, ki vam ga bom predložil. Ampak gremo najprej k prvi stvari, tako kot se reče, prve stvari na prvo mesto. Prebral bom tekst iz drugega pisma Korinčanom, iz 5. poglavja. Štartil bom v 14. vrstici in potem bom šel do 6. poglavja druge vrstice. Takole nam prav, apostol Pavel piše Korinčanom in govori o sebi in o vseh nas. Takole prav. Kristusova ljubezen nas stiska, saj smo presodili takole, eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in je bil obojen. Zato odslej nikogar več ne poznamo po mesu. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvoritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave. Namreč to, da je bil Bog tisti, ki je v Kristusu spravil svet s seboj, s tem, da ljudem ni zaračunal njihovih prestopkov, nam pa je zaupal besedo sprave. Za voljo Kristusa smo torej poslani, po nas vas kliče Bog, za voljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je za voljo nas storil za greh, da bi mi postali Božjo pravičnost v njem. Ker smo njegovi sodelavci, vas tudi prosimo, da Božje milosti ne bi prejeli v prazno. Pravi nam več, ob času milosti sem te uslišal in na dan rešitve sem ti pomagal. Glejte, zdaj je tisti milostni čas. Glejte, zdaj je dan rešitve. V tem odlomku Pavel naredi povzetek, jedro evangelija, postal pred nas vse, pred skupnost takrat, pred skupnost danes in začne tam, kjer je treba začeti, začne s Kristusovo ljubeznijo. In tukaj bi mogoče najprej rad, da se za hip ustavimo ob tem. O tem smo peli, prve smo peli, molili smo, da bi radi živeli v moči Kristusove ljubezni. In tale odlomk se mi zdi, da nam dejansko lepo od Boga nam razlaga, kaj to pomeni živeti v moči Kristusove ljubezni. Ker tukaj Pavel seveda prav nekaj presenetljivega. In tle moramo biti seveda pazljivi, ker beseda ljubezen je danes devalvirana. Posod se govori o ljubezni, ljubezen to, ljubezen ono, ljubezen tretje. Zdaj pa, če natančno beremo tale odlomek, bomo pa videli, da tukaj v Svetopismu govori o neki čist, skrajno, posebni, specialni vrsti ljubezni. To je božanska ljubezen. To je ljubezen, ki je Bog sam in ki se je razodel nam in ki je jedro evangelija in ki je Jezus. In zdaj, tole je hecno, kar Pavel tle prav. Ta ljubezen nas stiska, nas obdaja, nas postavlja se okrog nas, da nas oblikuje v določeno smer, da nas sili, da mi postajamo tudi, da postajamo nekaj. In kaj? Da postajamo podobni temu, ki je začetnik našega rešenja, ker pravi, eden je umrl za vse, zato so umrli vsi. K temu nas sil, stiska, spodbuja, oblikuje Kristusovo ljubezen. Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl. Tukaj zdaj vidimo ta udor Božje ljubezni v svet. Ves svet po Adamovem padcu živi zase. Vsak človek zase. To je narava tega sveta, to je narava padlega človeka, to je narava družbe, ki jo vidimo okrog sebe. Ampak Kristusova ljubezen se zareže v tole not, kot strela iz nebes in razbije to in nas osvobodi. Mi vsi smo ujetniki tega.
Tukaj vsak od nas se tega zaveda in rabimo še več, da nam Bog po Svetem Duhu daje, da se zavemo tega temeljnega problema. Ker to je pravzaprav edini problem, ki je v svetu. Ta grozna, katastrofalna usmerjenost vase, sebičnost. In to je temeljni problem greha in tukaj gledamo temeljno rešitev greha, temeljno osvoboditev človeka v te smrtonosne bolezni, ki mori od Adama naprej. Zato so umrli vsi prav, ampak potem pa seveda je še potem pa drug korak. Za vse pa je umrl zato, da ne biš, ampak za nekaj, ki je bil obojen. Se pravi, s Kristusom smo dejansko ne samo deležni neke milosti, v kateri bi statično stali, ne, Jezus nas povabi v samega sebe. V to, kdo je on, v to, kakšen je on. In pravzaprav se v tem je res Božja ljubezen, ali, da nas Bog hoče oblikovati točno tako, kot je Jezus oblikovan. Da bi, tako kot prav druge Sveto pismo, da bi nosili podobo Božjega Sina. In spet, tako kot druge prav pismo, da bi, tako kot živi on, tako živimo mi v tem svetu. In to je nova zavezna vizija Božjega ljudstva. In potem, to je tak velik čudež sprave, to je reformacija srca od znotraj. Da smo enkrat končno rešeni tega adamskega greha, te adamske težnosti, ki nas skozi vleče vase, jaz, moje stvari, sebičnost, jaz gre za mene. Ne, Jezus nas osvobodi od tega. In to je pravzaprav ta prava svoboda. Da lahko jaz rečem, ja, Matjaž je mrtev. V Kristusu dejansko in star Matjaž je križan, ni ga več. Star Zvonko je križan, star Pavel, star kdorkoli, svoje ime sam napište not. Umrli smo, ni nas več. Ampak obenem, ko smo vstopili v to, smo pa vstopili tudi v njegovo vstajenje od mrtvih. In temeljni znak, tak učinkovit znak, ki nam ga je Bog dal, točno v tem je krst. Ko smo bili krščeni, smo potopljeni, zraščeni, piše, s Kristusom v podobnosti smrti in dvigneni v novo življenje. To je slika našega življenja. K temu se vračamo zmeri, to je temelj. Kristusov križ, njegovo vstajenje od mrtvih. Zdaj poglejmo naprej, kaj še Pavel pravi v tem odlomku. Prav, da je Kristus nas je spravil s sabo in potem tako, ni zanimivo prav, a nam pa naložil službo sprave. In to dvakrat reče. Še enkrat pa prav, Kristusu je Bog spravil svet seboj, nam pa zaupal besedo sprave. Se pravi, ta sprava, ki prihaja od Boga, je nekaj dinamičnega, je nekaj živega, je nekaj delujočega, nekaj, ki teče. In dejansko mi se ne pridružujemo nečemu statičnemu, kjer stojimo nekje, ampak se nečemu živimo Božjemu delovanju, ki nas spravlja in ki spravlja, gledajte to, spravlja sabo svet. Tale beseda, sem je šel preveriti, tukaj dejansko kozmos je v grščini in tudi, če bi tle lahko to pomenili človeško družbo druge v Novi zavezi, jasno prav, da je po krvi Kristusovega križa narejena sprava med nebesi in zemljo, vse v nebesih in vse v zemlji. Gre za dogodek, ki nas presega na vse možne načine. In to je spet, se mi zdi pomembno za nas, kristijane, danes, ker živimo v družbi, ki je zelo individualistična in potem tudi mi včasih naš odnos z Bogom tako jemljamo, to je moja privatna stvar, tukaj gre za pač odnos jaz-Bog. To je sicer res, ampak nova zavezna slika nam kaže nekaj drugega. Mi s tem osebno začnemo verovati, ker vsekakor moramo, s tem mi vstopimo v eno veliko večjo realnost. In to je pa to, kar prav Kristus je spravil, Bog je v Kristusu spravil svet s seboj. Dajmo malo razmisliti o tej sliki, ki nam je Pavel tukaj dan. V Kristusu je Bog spravil svet s sabo. Nam pa je naložil besedo sprave. Se pravi, nam je pa obenem, čim smo to sprejeli, smo ratali služabniki te sprave. In to je beseda, ki je tle uporabila, so pravzaprav kelnerji, strežaji, oni, ki strežejo. Naša naloga je, da strežemo ostalim ljudem okrog nas s tole spravo v kvaliteti te ljubezni, ki smo jo prej omenili. Tukaj zdaj vidimo to dinamiko. Božja sprava se je začela v Božjem srcu. Tukaj gre za čisto Božjo ljubezen, ki je prišla na svet, ki je na človeku Jezusu Kristusu naredila to, kar je treba in zaradi tega
se je to isto zgodilo tudi na nas in mi ne obstajamo drugače kot tisti, ki so bili križani in ki so ostali od mrtvih. In zato seveda tudi tle najdemo, to smo nova stvaritev. Božje novo stvarstvo, tisto stvarstvo, ki ne bo nikoli umrlo, se je dejansko v Kristusu že lansiralo. In ko mi smo pripravljeni odložiti starega človeka, ko smo pripravljeni reči ne staremu, takrat dejansko v nas vstop Božje novo stvarstvo. In v nas so zametki, konkretni zametki tega, kar prihaja. Cerkev je zelo čudno bitje, ker biva v tem svetu, ampak noter vse ima pa že klice tistega naslednjega, dobrega sveta, ki prihaja. To je naše bivanje, zato nam je težko včasih, ker smo v tem svetu, pa nismo od tega sveta. Ampak bivamo točno, zato pa moramo zmeri sprot se vračati na križ od Jezusa in na njegovo vstajenje od mrtvih, ker to je naš znak. V tem znaku zmagujemo. No, zdaj pa pogledamo še en korak naprej. Zdaj govorili smo o tem, to je jedro, o tem recimo veliko tudi dejansko Primož Trubar je pisal o tem in ostali reformatorji. Ta sprava, ki je v križu, ta sprava, ki je v krvi Jezusa. Kri biblično pomeni kruto smrt, nasilno smrt. Pomeni to ta smrt, ki se je zgodila v tej, ki smo spravili v tem. Oni veliko govorijo in potem seveda, da je nujno, v bistvu, da je služba cerkve, služba Kristusovega telesa, da to besedo posreduje svetu. Tukaj seveda bi pa želel, da danes v bistvu pogledamo mečkan prav na nas danes, ki smo tukaj in kje smo. Imam dejansko v bistvu en izziv, ki bi ga rad predložil vsem nam v razmislek, v molitev, ker menim, da tukaj je nekaj, kar bi mi kot evangelijski kristjani prav lahko naredili na en konkreten način, kako bi mi lahko služili širši slovenski družbi. Izziv je pa tale. Namreč, če razmislimo, živimo, nas je Bog poklical k veri v enem narodu, ki ima nekaj zelo specifičnih problemov. In jaz mislim, da je en od najhujših problemov naroda, v katerem živimo, je razdeljenost. Je obupna razdeljenost in to je velika razdeljenost, ki jo lahko dejansko spremljamo v slovenski zgodovini že 1000 let, ki izbruhne ven ob vojnah, ko se Slovenci obrnemo drug proti drugemu, je pa to stara rana, ki ni bila, izgleda, že zelo dolgo ni bila zaceljena. In nazadnje seveda to zdaj vidimo kot to, da je večina Slovencev razdeljena v dva tabora, ki se sovražta, ki se ne slišta drugega, vsak je prepričan v svoj prav, vsak ima svojo zgodbo, kjer je zelo jasno, da ima on prav, drugi tabor pa ne. To je realnost, v kateri živimo. To je družba. In zdaj ne samo to, dejansko je res, da v Sloveniji je ta problem, ker tudi potem nižji na lokalne nivoje, pa celo medsosedske nivoje, ta razdeljenost je naš zelo hud problem, ki ga imamo. In zdaj, klic, ki se meni kaže pri tem za vse nas, in to dejansko predlagam in polagam pred vas tale klici, oziroma izzive tole, kdo bo klical ta narod k spravi, če ne mi? A nas mogoče nima Bog tlele prav za to, da to delo upravno, zvesto Bogu. Razmislimo o tem. Tle je tukaj in zdaj v tem klicu gre eno je pač klic od Boga, drugo je prav naša identiteta. A smo mi, tako kot prav so dopismo, ljudstvo sprave, ki je spravljeno z Bogom in ki dela spravo. A smo Božji sinovi, ki delajo mir. To smo slišali prej, ne? Blagor tistim, ki delajo mir, ker imenovani bodo Božji sinovi. In spet, to je seveda spet samo odraz Jezusa, ker drugje piše, da je Jezus sam ustvaril mir, ki je v svojem telesu usmrtil sovraštvo, Efežanom 2. poglavje. Usmrtil, uničil je sovraštvo v svojem mesu na križu. In tisto poglavje, če bi ga šli brati, tam bi najdel še druge stvari, ki so pomembne za nas, ker prav govori o tem, da je iz dveh naredil eno. Tam je govora o poganih in o judih, ampak to je šlo za zelo podobno nasprotovanje, za zelo podobno napetost
je zelo podobno sovraštvo, tudi omalovaževanje. V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega novega človeka. Vzpostavil je mir in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. To je naš Gospod in to je služba sprave, v katero smo tudi mi poklicani. In vemo seveda, da to ni lahko, ker te stvari so zmeri problematične. Ko se začneš pogovarjati z ljudmi, sosedi, znanci, takoj se temperatura v sobi dvigne. V teh stvarih se ni lahko pogovarjati in to je izziv, ampak vendarle, ali ni morda Bog prav to hotel, da nas ima tukaj zato, da imamo identiteto tistih, ki pa nesejo spravo, tudi v tem širšem smislu. In spet, to bi rad poudaril, to mora biti seveda v duhu služenja. Tukaj ni, da mi lahko govorimo iz pedestala, kad se reče, vzviška, ne. Tukaj to je enostavno naša služba širši družbi, ki je bolana, ki ima to grozljivo bolezen in kot vemo, nas uničuje. Seveda, zdaj takoj je pa tukaj seveda par predpogojev, če želimo stopiti na to pot. In seveda prvi je to, da smo spravljeni sami, eni z drugim, med nami. In zdaj, samo dejstvo, da smo se danes tukaj dobili, kako smo se dobili, je dober znak. Je znak upanja. Ker tukaj smo različne cerkve, ki smo se zbrali z enim namenom, da bi poslušali, da bi sledili skupaj Jezusu. Ampak s tem moramo iti naprej. Tukaj moramo pogumno iti naprej in dopuščati, mislim, da nam je tudi brat Pavel dal par zelo dobrih istočnic, kako taka enotnost med kristijani lahko izgleda. Da so ene stvari bistvene, druge niso bistvene, tretje so čist nebistvene, da se tukaj naredi en tak podoben razmislek. Tukaj to je zelo dobra istočnica. Hvala Bogu, tudi letos smo začeli nekateri evangeljski kristijani z luterani se pogovarjati, da bi tukaj dosegli tudi eno spravo in odpuščenje, morda sodelovanje, tam, kjer bo možno, zelo smo veseli tega. Ampak tle moramo iti naprej, tudi s katoličani moramo priti do sprave, v tem smislu, da je tle odpuščanje, da odpuščamo. Nazadnje, tukaj smo v prostoru, ki je katoliški prostor in tudi to je po svoje dobro. Mi moramo dejansko iz srca odpustiti, moramo imeti čisto srce tukaj. In tudi tukaj mora biti sprava. In seveda potem lahko govorimo naprej. Drugo je pa to, kar izhaja morda prav iz te ljubezni, o kateri sem prej govoril. Jaz bi temu rekel kultura samokritičnosti mogoče. Drža samokritičnosti. Vemo, da osnovno reformacijsko sporočilo je to, da nihče ni brez greha. To je temeljno dejstvo, ko so ga reformatorji prinesli znova na dan. Ni ga pravičnega niti enega. To je temeljno dejstvo, ki nas vsega osebno seveda zaznamuje, ker noben ne more pred Boga pristopiti kot pravičen. Vsi pristopamo kot grešniki in tako dobimo upravičenje po veri. Ampak tako velja tudi sicer na splošno. To je kultura spet, ki je v današnjem času, tukaj gremo proti toku, če bomo to razvijali. Tega se moramo zavedati. Kultura potrošniška okrog nas dela točno v kontrasmer. Dela v samokritičnost je najslabša stvar, ki jo lahko imaš. Ampak tle se moramo pa zavedati, to pa je naša svoboda v Kristusu, ker smo osvobojeni. Ker je naša pravičnost pri njem. Moja pravičnost je tam, je ni tukaj. Smem biti samokritičen, si lahko to prvoščam. Mirno, ker ne gre za me, ker gre za njega. In to je dejansko, to je velika moč Božje ljubezni, Kristusovi ljubezni, ki nas transformira. V to se moramo poglabljati, v to moramo ugrizniti, ker to je močna stvar in ljudje bodo to opazili in seveda k temu moramo potem klicati ljudi tudi naprej. Ker namreč, seveda, če oddelč pogledamo situacijo, ki je v Sloveniji, je preprosta Božja modrost je tukaj tale. Oba tabora sta krivi. Noben ni pravičen. Če govorimo o domobrancih in o partizanih, vsi so grešili in so brez Božje slave. In dejansko tudi konkretna širša družbena pot naprej ven iz tega je poziv vsakmu taboru, da neha obtoževati drugega, da začne gledati na svoje napake. Ker tega je veliko, ampak tega noben ne dela. Oba tabora sta zdaj zagrizeno ujeta tako, da pač vsak kaže na napake drugega. In to je bistvo, to je jedro te bolezni. Zdravilo Božje je pa, da se začne vsak človek in skupina in družba, da se začne
zavedati svojih napak, svojih grehov in tam se potem se začne krog vrteti v drugo smer. Zaenkrat je to začaran krog, ki gre dol, ampak ko pa se začne tole, da se obračamo vase, posameznike skupine, potem pa pride do preobrata. Tudi mislim, da je še ena čisto konkretna stvar. Ne? Mi dejansko tukaj med sabo imamo ljudi, ki smo po družinah iz enega ali pa iz drugega tabora, ampak zato, ker se nam je zgodila Božja milost, zato, ker se nam je zgodil čudež Kristusove ljubezni, nas to ne deli. Tukaj sami med sabo lahko najdemo verjetno par primerov tega, da mi že živimo tole konkretno spravo med sabo. In to je pomembna stvar. Mogoče bi bilo celo dobro razmisliti, da bi najdel nekaj teh primerov, ker to je pomembno pričevanje. Tukaj se mi zdi pravzaprav, da nam je Bog čist po milosti dal en zaklad, ki ga imamo, ki se ga niti ne zavedamo, in s katerim bi lahko služili drugim, bi lahko drugim pokazali, glejte, možno je stopiti ven iz tega. Dejansko tukaj v Sloveniji že obstaja ljudstvo, ki je prekovalo meče v lemeže. Ja? In ki se je nehal vojskovati. Tisti tekst, ki smo ga slišali prej iz Izaije, tista vizija mesijanskega miru, če beremo zgodne krščanske tekste, prva cerkev je ta tekst zelo resno vzela in je rekla, glejte, tole smo mi smo nehali s tem, nehali smo se vojskovati, nehali smo z vsako obliko agresije, mi smo spravljeni ljudstvo. Ne? In to je, potem mi postajamo ta Sion, iz katerega prihaja Božja beseda, iz katerega prihaja Božja luč, razsvetljuje vse narode in vsi narodi tečejo na Sion prav. In tam prav, da bo tekali narodi, vsi jim bo prosili, dajmo, pejmo, tam je Gospodova beseda, tam je Božje razodetje. To je izziv, ki bi ga rad postavil pred nas. In tudi mogoče se sliši noro in tudi je noro to, kar govorim, pa vendar bi rad rekel, taki primeri obstajajo v človeški zgodovini, nedavni pravzaprav. Vemo, predvsem recimo kristijani so v nekaterih državah že zavzeli tako držo in so že pomembno prispevali k ozdravljenju naroda. En od primerov, ki ga posebej dobro poznam, je Južna Afrika, recimo. Tam veste, da sta bila strahotna sovraštva in strahotni zločini so se dogajali v obe smeri med belci in črnci. Ampak potem so prav kristijani prevzeli pobudo in so dejansko tudi na državnem nivoju naredili veliko stvari, ki so ustavile najhujšim, preprečile najhujšim. Veliko problemov še zmeraj obstaja, ampak prav krščanski voditelji, tako belci kot črnci, so bili ta glavni, so bili voditelji tega procesa sprave, odpuščanja, priznanja grehov in tako naprej. Se pravi, a bi mi, evangelijski kristijani, bi se lahko mi videli res kot ljudstvo sprave tukaj konkretno v Sloveniji? Kako bi to izgledalo? Kaj bi morali narediti? Zdaj, če ne drugega, imam en konkreten predlog, ki je zelo praktičen in zelo lahko izvedljiv. In to pa to, da začnemo za to moliti. In to, da začnemo za to redno moliti, tudi bi dejansko, ker smo tle različne cerkve, pozval, da na skupnih bogoslužjih cerkve molimo za to, redno. Tako, kot vse vemo, v Svetem pismu piše, da moramo moliti za oblasti, da moramo moliti za ljudi na položajih in tako naprej. Mislim, da je to ena od stvari, ki jo lahko tle zraven pridružimo. Prav to, cerkev je postavljena za to v svet, da moli za take stvari. Ker, če to naredimo, to molimo za avtoriteto, ki ni naša, ker avtoriteta je od Boga tukaj. In zdi se mi, da bo Bog uslišal to molitev in bo naredil spremembo tukaj. Tako da, zdaj bi kar v bistvu zaključil tole s tem, da nas vse povabim k molitvi. Pa da ustanemo mogoče skupaj in res stopimo kot Kristusovo telo k prestolu v nebesi in v imenu Jezusa skupaj prosimo in vpijemo za naš narod. Aba, Oče, Bog nebeški, hvala ti za Sina Jezusa, hvala ti za njegov križ in hvala ti za njegovo vstajenje od mrtvih, ker živi na vekov veke, vladar, Gospod vseh narodov. Hvala ti, ker si ti spravil svet s sabo, Gospod. Hvala ti, Gospod, ker si nam naložil službo sprave, Gospod. Ja, čutimo se majhni, ampak ti si velik in mi se ti enostavno izročamo. Enostavno se polagamo v tvoje roke in pravimo, ja, naj se tvoja volja zgodi v tvoji moči, Gospod.
Prosimo te, Gospod, za narod, v katerem si nas zbudil. Aba, Oče, prosimo te za Slovence. Prosimo te za milost, da se tukaj zgodi iz nebes, Gospod. Prosimo te, da se trdota src zlom v imenu Jezusa. Prosimo te, Gospod, da se zlom vsa ta zakrčena hudobija in neodpuščanje v imenu Jezusa. Tako kot smo peli, v imenu Jezusa je moč, da se zlomijo vezi. Gospod, molimo, da se zlomijo te vezi v tem narodu, Gospod, in da pride vzdravljenje od tebe, Gospod. Naj pride pričevanje tvojega duha, ki nam vsem pričuje o grehu in o pravičnosti in o sodbi, Gospod, da bo vsi spoznali svoje napake in svoje grehe, da se bodo spokorili, Gospod, in da bodo videli, da je pot čist v drugi smeri, kot mislijo. Gospod, molimo in prosimo, res, da se usmilaš tega naroda in da nam vsakmu od nas daš v tvojem duhu moč in voljo in spoznanje, kaj za narediti. Gospod, vod nas naprej kot tvoje telo, grad nas v tvoji milosti, Gospod, ja, v tvojem spoznanju, Gospod, v tvojem križu in v tvojem ustajenju od mrtvih in v tvojem svetem duhu. Hvalimo te, Oče, za vse to v imenu Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Amen. Amen.